ampak da se bi s tem strinjala, ni šans. Kot rečeno, to še pretrpi. Potem pa, ko bo konec šole in faksa, si bom sama postavila pravila. V nobeno službo ne boš šla, ni šans, no way. Ja, in kaj boš? Nič. Živela bom, veš kaj še? Vsako jutro bom vstala in se reka, kam bi šla, kaj bi danes počela? Ja, jaz bom tudi šla tukaj. V Anglijo. Muziko bom igrala. Najprej kar na cesti. Potem pa sem morala lotiti nečesa resnejšega. Zaradi denarja, stabilnosti, pa družine. Dej, stara, poslušaj se. Stara si 16 let in že razmišljaš o družini in denarju. A poznaš kakega srečnega odraslega? Mislim, ki ima rad svojo službo in se doma ne krega. Ne. Ki mu je čisto do, da hodi v službo, je spi, pije pijer ali karkoli. Mislim, kaj pa imajo vsi od teh bednih služb in denarja? Samo ogromno enih kompleksov in neplačanih položnic. In da bi se jaz podredila temu sistemu, ni šans. Vse skupaj je totalno brez veze. Res pa po kaj hodim v šolo. Dejno, vse ni tako hudo. Zdaj nam je vse več, ker še iščemo svoj prostor pod soncem. Ampak v resnic, vse je tudi šola, fajn. Povezuje nas, ne sklepamo življenjska prijateljstva in najbrž, če šole ne bi bilo, mi štirje se sploh ne bi spoznali. Vse pravim, šola nas ne uči samo neke teorije, uči nas tudi vzpostavljanja medsebojnih odnosov. Kaj bi bilo, dite? Dejno, Laura, mogoče imate na punci prav. Nekdo mi je rekel, da imamo v šoli možnost razvijanja raznovrstnih talentov. Ja, mogoče na področju športa ali kaj takega. Sam, da bi pa kdo lahko razvil talent na kakšnem brezveznem področju, tega pa ne verjamem. Kako da ne? Če vlagaš dovolj truda v učenje, lahko uspeš kjerkoli. No, povej mi en primer. Dej, že vem, ki te bo prepričalo. Dej, pridno poslušaj recital dveh francoskih pesmi. Francoskih? No, pa da vidim. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop serrés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment. Simplement savent aimer. Aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer. Pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux. Pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs. Pour toi, mon amour. Je suis allée au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes. Pour toi, mon amour. Et puis, je suis allée au marché aux esclaves et je te cherchais, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. Znanje tujih jezikov je pomembna popotnica življenja globalnega časa in ni nam pomoč le pri delu, marveč tudi pri osebni rasti. Pomaga nam, da vidimo in mislimo širše in lažje iščemo svoje mesto v svetu. Zaradi znanja tujih jezikov se naša identiteta ne more izgubiti. Nasprotno,
Lahko jo širimo navzven preko meja in s tem pripomoremo k večji prepoznavnosti v svetu. 9 dijakinj in dijak, ki obiskujejo francoščino kot drugi tuji jezik, je uspešno opravilo mednarodni izpit iz francoščine Delft in sicer Nika Kodelja, Nika Marušič, Tina Mozetič, Nikita Vodopivec, Matic Mikuš, Julija Štrancar, Nina Črnigoj, Ajda Lemut, Petra Rebek in Valentina Rupnik. Mentorja dijakom sta profesorja Sonja Škvarč in Samuel Farsur. Na regijskem tekmovanju iz nemščine so bronasto priznanje osvojili Filip Vunjak, Alen Ratina, Patrik Čufer in Lea Pahor. Na državno tekmovanje se uvrsti Filip Vunjak, ki pa se ga zaradi bolezni ni mogel udeležiti. Mentorica dijakom je profesorica Katarina Polšak. Na državnem tekmovanju iz italijanskega jezika je našo šolo zastopalo 5 dijakov. Neja Klančič, Jure Ličen, Veronika Duren in Eva Kočevar so prejeli bronasto priznanje. Maja Rec pa si je z 8. mestom prislužila srebrno priznanje. Mentorica dijakom je profesorica Tatjana Kodelja. Vsem dijakinjam in dijakom čestitamo. Širjenje znanja in delovanja preko meja domovine je na naši šoli postalo skoraj samoumevno. Poleg izmenjave z nizozemsko šolo, ki je letos potekala že drugo leto, in obiska evropskih institucij v Strasburgu in Bruslju, na naši šoli že drugo leto ponujamo našim dijakom programa predšolska vzgoja mednarodno izkušnjo v obliki prakse za poklic vzgojiteljice predšolskih otrok. V dvotedenski mobilnosti v Budimpešti, na Dunaju in Milanu je v šolskem letu spoznalo drugačne kulture, običaje, sisteme in pristope pri predšolski vzgoji 33 dijakinj in 1 dijak. Dijaki so prejeli evropski certifikat Europass mobilnosti. Koordinatorica projektu je Carmen Lemut. Bi bile verjetno besede vsakega izmed nas, ki smo se odpravili na Erasmus Mobility na Dunaj. Že po prvih dneh bivanja tam bi lahko pritrdili vsem tistim, ki so nam rekli, da je Dunaj nekaj posebnega. Da, res je. Sprva me je bilo sicer strah, ker nisem vedela, kaj naj pričakujem in ker nisem bila prepričana, če se bom znašla v tuji državi med tujimi ljudmi. A vse te skrbi so prav hitro izpuhtele. Že prvi dan smo imeli ogled mesta in pot do vrtca. Naslednji dan pa smo imeli sestanek z ravnateljico nacionalnega vrtca Multika. Zanimivo je, da otroci, ki obiskujejo te vrtce, prihajajo iz vseh krajev in so si med seboj zelo različni, a kljub temu tako enaki. Zagotovo si bom najbolj zapomnila svojo skupino iz vrtca. Prvoten strah pred komunikacijo smo premagali in vsi postali spretnejši v rabi ruskega, hrvaškega, ukrajinskega, slovaškega, nemškega in angleškega jezika. Vsakega pomalo. Na ta način smo spoznali, kaj pomeni biti internacionalen. Tudi Budimpešta je zelo lepo mesto, s čudovitimi znamenitostmi, zanimivo kulturo in številnimi ulicami. Ako smo v prvih dneh hodili po mestu, si sploh nisem mogla predstavljati, kje se nahajamo na zemljevidu. Pogrešala bom naše vožnje z metrojem in izgubljeno tavanje po postajah. Pogrešala bom tudi vse tujce, ki so nam prijazno pomagali najti pravo smer, da ne bi zamudili na avtobus. A kmalu je vožnja z metrojem in tramvaji postala povsem logična in sproščena. O prometu v velikih mestih smo se nekaj naučili. Če ni nikjer prehoda, je zagotovo podhod. V spominu nam bo gotovo ostala tudi zanimiva madžarska hrana, nad katero smo včasih kar obupali in iskali McDonald's. Da, Madžari vse sladkajo, le redko smo jedli hrano, ki smo je vajeni.
Ker smo pogrešali domačo hrano, nam je včasih kakšen posladek pripravila kar profesorica, za kar smo ji zelo hvaležni. Vsak, ki se bo odločil za mobilnost, kjerkoli, Budimpešta, Milan ali Dunaj, bo užival čisto vsak dan posebej. Izkušnja je namreč prepojena s poznavanjem tujega kraja, drugačne kulture in ritma življenja. Jaz sem obiskala Milan in presenetilo me je, koliko zanimivih parkov, ulic in raznolikih ljudi se najde v enem samem mestu. To doživetje je zagotovo spremenilo moj pogled na svet, ljudi in kulturo. Milan pa se v marsičem razlikuje od Slovenije. Z zadovoljstvom povem, kako dobro so organizirani naši vrtci in kako odlično je sodelovanje osebja vrtca z otroki. Zato bi se v imenu vseh, ki smo bili del te izkušnje, rada zahvalila. Najprej staršem, ki so nas podpirali, profesorjem v šoli, ki so nam omogočili to pot kljub šolskim obveznostim, še posebej pa smo hvaležni spremljevalnim profesorjem, ker so se tako trudili za naše dobro počutje v tujini, ter koordinatorici projekta, ki nas je vsem pravočasno obveščala, ter nam bila v veliko pomoč in podporo. Za dosežke na geografskih tekmovanjih nagrajujemo Roka Keteja. Na državnem tekmovanju je bil nagrajen z zlatim priznanjem. Mentor dijaku je profesor Matjaž Prezelj. Čestitamo. Spet plešeš, a lahko eno napoved izpeljem brez tvojega avtora? Sorry, ampak ti preveč čuješ šolske formalnosti od vsakdanjega uživanja. Oprosti, priznanja uspešnim dijakom so bistveno bolj pomembna od tvoje ljubezni do plesa. To pa ni res. Pravkar si predstavljala dosežke z področja geografije. In geografija med drugim poučuje tudi o različnih kulturah. In te različne kulture povezuje prav ples. prav imaš, naj nas zdaj vse poveže plesni nastop Klavdije Ujčič, dijakinje prvega letnika predšolske vzgoje. Kaj praviš? Končno se strinjala. Well, I didn't tell anyone, but a bird flew by, so what I'd done, he set up a nest outside, and he sang about what I'd become. He sang so loud, sang so clear, I was afraid all the neighbors would hear, so I invited him in just to reason with him. I promised I wouldn't do it again, but he sang louder inside the house and I couldn't get him out, so I trapped him under a cardboard box, doing it to make him stop. Picked up the bird and I put the thing and said, that's the last song you'll ever sing. Down, broke his neck, told him honesty would begin. Jaz moram pometati, ribati, vse, ne, na kolenih stojim in ona mi tu pirje tle postavlja na vse moti, ne. Itak seveda in če moš plačal krabi, ne, tako, evo, vse frči, ja, če mi bo hvali tudi pa spravo dol zvodra resno, mislim, halo, pa kiste.
tista recitacija francoskih pesmi metra? Kaj če bi še jaz poskusila? Ma ne, to je brez veze. Da bi brala pesem enega od teh dolgočasnih pesnikov. Ma ni šans. Sam, vse to je umetnost. In umetnost mi je bila od nekdaj všeč. Lahko bi probala. Ne? Ves ta svet je oder. In moški vsi, in ženske, le igralci. Ma ne, bom še enkrat. Ves ta svet je oder. In moški vsi, in ženske, le igralci. Nastopajo in spet odhajajo. In vsak igra v življenju razne vloge. Wow, stara, kako si dobro povedala, ej! In veš, ta svoj talent si razvila s pomočjo šole. A dej, no, kako je lahko šola zaslužena za to moje branje? Ja, o tem nam govorijo profesorci v šoli. Učijo te razbirati sporočila pesmi, da se lažje vživiš in retoričnih prvin, ter načela uspešnega sporočanja. Tudi to je vrsta sporočanja, veš? Ja, vse smo resnega govorili o tem. No, vidiš, pri slovenščini lahko razviješ različno od glavnih talentov. Ja, a ti veš, poznam nekaj dijakov, ki so uspešni na tem področju. V tekmovanju iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje so na regijskem in državnem tekmovanju dijakinje in dijak dosegli 3 zlata in 7 srebrnih priznanj. Srebrna priznanja na regijskem tekmovanju sta prejela Žan Mikar in Štela Krajnc. Srebrna priznanja na državnem tekmovanju Mateja Vitežnik in Ana Špacapan. Zlata državna priznanja pa so prejele Tina Mozetič, ki je bila na 3. mestu v svoji kategoriji, Monika Marc in Anika Črnigoj. Na lanskem mednarodnem literarnem natečaju Glas ženske, ki ga razpisuje pokrajina Gorica v sodelovanju z mestno občino Nova Gorica, sta si Laura Pifan in Anika Črnigoj delili prvo nagrado. Ker so bili rezultati lanskega tekmovanja znani tik pred zaključkom šolskega leta, jima nagrado izročamo letos. Vsem iskreno čestitamo. Anika Črnigoj je poleg tega vsa leta šolanja aktivno sodelovala na literarnem področju in bila večkrat nagrajena, zato ji še posebej čestitamo. Mentorice dijakom so profesorice slovenščine Zdenka Blaško, Mateja Ceket Odar, Brigita Slejko, Bruna Vuga in Alenka Vidmar. Dijaški dom je drugi dom za večino dijakinj in dijakov predšolske vzgoje in nekatere gimnazice, ki v domu sodelujejo na različnih področjih. Dekleta Nina Pavlovič, Maja Rok, Nina Rok, Nuša Rutar, Maša Šavli, Hana Tavčar, Kaja Vojska in Tina Vidmar so na Domijadi, športnem in kulturnem srečanju dijaških domov Slovenije, osvojile 3. mesto v odbojki. Teja Jenko, Barbara Masten, Nina Poropat in Doris Pirih so dosegle zlato priznanje za raziskovalno nalogo po sledeh papirja na državnem tekmovanju društva Planet Zemlja. Zemljo so nam posodili otroci. Razstavo iz take so snovi kot knjige, ki je del te naloge si lahko gledate v Lavričevi knjižnici, kjer bo na ogled do konca poletja. Mentor odbojkarske ekipe je vzgojitelj Igor Sever, mentorica raziskovalne naloge pa vzgojiteljica Sonja Colja. Iskrene čestitke. Med nami so tudi dijaki, ki vsa leta šolanja tako ali drugače aktivno pomagajo sooblikovati šolski prostor in podobo šole v javnosti. Priznanje za 4-letno sodelovanje v instrumentalni skupini prejmejo dijakinje Manca Jež, Ajda Lemut, Valentina Furlan in Neja Česnik. Neja Česnik izrekamo tudi pohvalo za 4-letno srčno prebivanje v zboru. Mentorice dijakinjam so profesorice Nataša Fratnik-Kobe, Bojana Šalič-Podešva in Metka Jereb. Za večletno sodelovanje v likovnem krožku se zahvaljujemo Ani Špacapan, Nini Štamfelj in Valentini Furlan. Anika Črnigoj, Boštjan Bovk in Kristina Levdaga so sodelovali na različnih fotografskih in likovnih natečajih.
Aniška Capan se še posebej zahvaljujemo za izjemno likovno angažiranje in prizadevanje pri oblikovanju šolskih glasil, ilustracij in spletne strani šole. Ker boš nadaljevala študij na likovnem področju, ti želimo uspešno uresničevanje umetniških idej. Dijaki so ustvarjali pod mentorstvom profesoric Damjane Plešnar in Elizabete Bratina. Prav tako so Ana, Nina in Anika sodelovali pri ustvarjanju šolskega glasila Izvir, ki nastaja pod mentorstvom profesorice Melite Lemut-Bajec. Posebna zahvala gre Simonu Pavliču za multimedijsko podporo, požrtvovalno snemanje in montiranje posnetkov ter sodelovanje pri mnogih prireditvah. Pohvalo za 4-letno delo in pomoč pri sooblikovanju šolskih prireditev javnosti ter vsestransko sodelovanje na različnih področjih v okviru šole izrekamo Juretu Rijavcu, Maju Petru Pahorju in Svitu Pračku. Dijaki so sodelovali z različnimi mentorji. Vsem se za njihov čas, privrženost in mladostno zagnanost iskreno zahvaljujemo. Se spomnite moje razredničarke? Izgleda noro, vem. Ampak niso pa vsi profesori neprebavljivi. Celo naša razredničarka je čisto v redu. Res ne vsake toliko ne dere, ampak želi nam le vse najboljše. In prav vsi profesori so strokovni, le da nas šola včasih ne zanima kaj dosti in potem iščemo izgovore, kako bi se uprli temu sistemu. Imamo pa cel kup takih profesorjev, ki nam bodo zavedno ostali v spominu, ker nas učijo za življenje in ki ljubijo svoj poklic. Zagotovo sodijo tudi profesorica Bojana Šalič-Podešva, profesor Danilo Pudgar in profesorica Sonja Marušič, ki so dobitniki pomembnih nagrad. Profesorica Bojana Šalič-Podešva je letošnja dobitnica priznanja občine Ajdovščina za izjemne dosežke, ki ga je podelil župan občine Ajdovščina za prispevek v slovensko glasbeno zakladnico ter kot spodbudo za nadaljnje ustvarjanje. Na naši šoli poučuje glasbo in vodi dekliški pevski zbor, sicer pa je ena pomembnejših slovenskih skladateljic. Osnovno sredstvo njenega izražanja je elektroakustična glasba, živa elektronika v povezavi z akustičnimi inštrumenti. Njeno delo temelji na filozofskem opazovanju človeka in družbe, posveča se raziskovanju fizičnega in vsebinskega vpliva zvoka na človeka. Ustvarja tudi za gledališče in film. Za svoje ustvarjanje je prejela več uglednih nagrad in priznanj. Njeno delo poznajo širom Evrope, pa tudi na drugih celinah. Poslanstvo Bojane Šalič-Podešva je omogočiti rojstvo glasbe, ki želi pobarvati košček tega sveta, svojemu delu je nadvse predano. Iskrene čestitke. Profesorica Sonja Marušič je letošnja dobitnica priznanja Blaža Komerdeja, ki jo Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Sonja Marušič na naši šoli poučuje